Pri učenju pravilnega predklona lahko začnemo tudi na kolenih. Pri tej izvedbi, kot jo gledate, je velika prednost pred navadnim predklonom stoje v tem, da smo postavljeni na kolenih. To pomeni, da se ne potrebujemo ukvarjati toliko z gibanjem iz kolen navzdol, pač pa smo res lahko sfokusirani, osredotočeni izključno in samo na gibanje in predklon, tako kot mora biti izveden, in to je kolčni sklep. Kar pomeni, da bomo pri tej različici predklona veliko bolje lahko aktivirali sam gib predklona, torej gibanje v kolčnem sklepu in ne v kolenih, hkrati pa bomo lahko tudi izključili zadnje stegenske mišice iz igre in veliko bolje targetirali in zadeli glutealne mišice. Namreč v tem položaju so zadnje stegenske mišice skrajšane v kolenu in podaljšane v kolku, kar pomeni, da so manj aktivne, so pa toliko bolj zato aktivne glutealne mišice. Kar pomeni, da gre pri tej različici za zelo dobro vajo za trenirati predklon in glutealne mišice. Predlagamo, da delate vajo najprej s palico in da imate palico ves čas postavljeno takole ob ledveni del in ob križnico, kot vidimo tukaj na posnetku. Z roko držite pritisnjeno dlan na zunanji strani palice, tako da je palica ves čas poravnana z križnico, vse gor do zgornje hrbtenice in lopatic, in potem, da se palica dotika tudi glave. Na ta način boste zagotovili, da gib prihaja izključno in samo iz kolčnega sklepa in da ne izvršujete nič gibanja in sile iz hrbtenice. Ko enkrat osvojimo predklon, pomeni, da lahko dobro funkcioniramo in izboljšamo svoj performance v vseh športih, kjer je potrebna sposobnost gibanja z nogami, kar je praktično pri vseh športih. In pri skakanju velja enako. Kadar se učimo predklona, dajmo najprej uporabiti palico. Kot rečeno, palica naj bo poravnana s celo hrbtenico, tudi s križnim delom in glavo, čez celoten gib. Torej, ne odstopati palice od križa in od glave. Torej, naj se palica ne odstopa. Druga zadeva. Vedno, kadar greste v predklon, poskrbite, da se kolena rahlo pokrčijo. Ampak, da potem greste dol toliko globoko, kolikor se zmorejo raztegniti vaše kolčne mišice in počakate dol. Torej, kar počakava dol, nec. Greva še enkrat dol. Počakajte dol, zato da začutite, ali imate težo in silo zbrano na zadnjih stegenskih mišicah, ali mogoče še vedno ste s težo preveč na sprednjih stegenskih mišicah. Tukaj sva že preveč pokrčila kolena, recimo. Torej, kolena bolj izteguj. Nec. Torej, greva kolena bolj iztegnjena. Greva zdaj dol. Super. Super. In držiš lepo ta položaj in zdaj čutiva zadnji stegenski del. Je tako? Nec? Super. In drživa težo na celem stopalu. Torej, teža mora biti tako na petah, kot na sprednjem delu stopala, ne samo na petah. In potem se počasi odrivaš gor. Prehitro sva se dvignila gor, greva še enkrat dol. Kadar se dvigujemo gor, je glavna skrivnost uspešnega predklona v tem, da potisnemo noge v tla in jih potiskamo. Gremo. Odrivaj, 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 potiskajo tla, še do konca iztegni. Tako. Potem imamo že drugo različico in sicer gre za enonožni predklon. V začetku, ko še nismo vešči vaje, je smotrno to vajo izvajati tako, da se najprej postavimo samo tako, da stojimo na eni nogi. Torej, samo stojiva na eni nogi, desna noga je v zraku. In zdaj desno nogo samo položiva ob tla, nežno položiva stopalo desne noge ob tla in zdaj celotna teža mora biti na levi nogi ali pač na eni nogi in se počasi priklanjava dol. Torej, teža mora biti na eni nogi. Počasi se priklanjava dol, drugo stopalo je v stiku s tlemi. Torej, desno stopalo je v stiku s tlemi. Tako. In sedaj se odrinava z leve noge in trup se bo avtomatsko dvignil.
Torej, posebnost pravilne izvedbe predklona, torej, kjer silo izvedemo iz kolka, je v tem, da nam omogoča, da se hrbtenica dvigne in telo postavi v vzravnano držo, brez da bi karkoli dodatno ali pa pretirano zdaj obremenjevali hrbtenico in hrbtne mišice. Na ta način predvsem naredimo kaj? Izboljšamo samo športno zmogljivost. Namreč neučinkovito je, če dvigujete ali pa se odrivate preveč iz hrbtenice in v bistvu ne znate dobro izkoristiti moč odriva iz nog. Predvsem tukaj govorim iz kolka. Ljudje vse prevečkrat se odrivajo samo iz kolena, pač pa v bistvu za skakalce zelo dobra različica vaje deadlifta ali predklona je izvedba, kjer imamo uteži ob strani, torej ob nogah, v vsaki roki posamično tež. Drživa uteži tako, da so ob nogah in ne pred nogami. Tako. Torej čim bolj ob nogah. Torej drži jih tako, da so ob nogah iz strani. Tako. Tu zopet nočemo imeti veliko upognjene hrbtenice, predvsem zato, ker želimo, da čim več sile razvijemo iz kolčnega sklepa. Torej ne pozabiti, to je bistvo pravilnega deadlifta. Prav tako želimo, da so kolena rahlo pokrčena, ko gremo dol, ampak ko se odrinemo gor, se iztegnejo popolnoma. In čutiti moramo zelo dobro, kako bomo tukaj predvsem aktivirali zadnjo stegensko mišico, torej zadnje stegenske mišice. Gre za izvedbo, kjer imamo v vsaki roki eno utež. Kadar nam ponagaja sam prijem, si lahko pomagamo tudi z pomagali, in sicer gre za vlečke, ki jih namestimo na roke in nam pomagajo pri tem, da lažje držimo uteži. Zelo uporabna verzija predklona, oziroma zdaj že govorimo o mrtvem dvigu ali deadliftu, je verzija romunskega deadlifta. Za razliko od navadnega, tukaj začnemo v bistvu v zgornjem položaju. Torej začnemo, kjer je palca gor, na bokih. In potem samo dovolimo, da nas teža vleče dol, vse dokler ne pridemo do maksimalnega raztega zadnjih stegenskih mišic. Vkolikor je potrebno, pri tej vaji tudi uporabimo naslednjo zadevo, in sicer lahko si podložimo stopala, tako da smo na višjem površini in s tem gremo lahko potem tudi globlje. Ampak tega ne delamo, vkolikor ne obvladamo ene pomembne zadeve, in sicer tukaj je zelo pomembno, da znamo držati nevtralno hrbtenico, kot tukaj vidimo, čez večino giba. Zopet zakaj? Zato, da lahko maksimalno obremenimo, natreniramo in razvijamo gibljivost kolčne ekstenzije. Te sposobnosti, da potisnemo stopala v tla in se iz predklona dvignemo gor, kot vidimo tukaj, kako dela Nejc. Torej, značilnost te vaje je, da tukaj lahko razvijamo maksimalno in gibljivost in hkrati tudi moč iz tega kolka. Vidimo, da je vaja že kar zelo zahtevna in ko ne moremo več, preprosto odložimo nazaj ali na tla. Če je problem sam grip, torej sposobnost držanja palice, takrat si pomagamo z vlečkami. Torej gre za posebna držala iz tkanine, ki nam pomagajo razbremeniti roke. Naslednja odlična verzija za razvoj moči je klasičen deadlift. Tukaj je zelo pomembno, da smo prejšnje korake predklona naredili perfektno, kajti v začetnem položaju pri deadliftu morate biti v nevtralni hrbtenici. Nejc, greva dvigant. Zadrži. Pri deadliftu je pomembno, da tudi tukaj končate tako, da boke potisnete naprej in da popolnoma iztegnete noge. Poudarek je predvsem na tem, da iztegnete noge. Torej ne samo potiskati boke naprej, pač pa pritiskajte stopala v tla. Greva Nejc še. Greva čisto do tal, držimo nevtralno krivino hrbtenice in odriv gor. Bravo. Zelo pomembna vaja za smučarja skakalca je tudi, kako natrenirati mišice iztegovalke kolena. Predvsem, kako trenirati mišice kvadriceps, kot je kvadriceps. In sicer
zelo malo je takih vaj, kjer bi lahko uspešno aktivirali in natrenirali kvadriceps brez dodanih uteži. To pa nam predvsem prav pride na suhem treningu in pa pred tekmami, ker nimamo možnosti veliko pripomočkov. Pri tej vaji, pri pravilni izvedbi seveda, treniramo ravno kvadriceps v najbolj raztegnenem položaju. Tukaj. Torej treniramo ne samo prvo nogo, pa še predvsem je poudarek na zadnji nogi. Zato se mora koleno zadnje noge dobro iztegniti in dobro upogniti, ko gremo dol. Torej sedaj se mora krčiti. In seveda se tudi odrivamo iz zadnje noge. Tukaj bomo večino teže prenesli torej malo nazaj. Torej trup bo nagnjen rahlo nazaj. Tudi tu je zelo priporočljivo, če uporabite palico. Zdaj zadeva je takšna, da pri tej vaji je torej namen predvsem trenirati kvadriceps na zadnji nogi. Ne na sprednji, pač pa na zadnji nogi. In potem seveda, ko utrudimo kvadriceps, te noge, ki jo delamo, samo zamenjamo stav. Še vedno probujemo držati večino telesne teže na zadnji nogi. Tako. Vaja je zelo težka za izvedbo in mnogi ljudje se bodo čudili, kako je to, da je lahko tako težko izvesti tako na videz preprosto vajo. Če boste delali pravilno, torej, boste lahko s to vajo razvili velike ene osnove za moč kvadricepsa in za bolj kvalitetno delo potem naprej z utežmi in pa z klasičnimi vajami za moč. Pri tej vaji, seveda, kot rečeno, je tudi zelo dobro to, da ne rabite veliko pripomočkov, rabite pa dobro voljo in pa sposobnost, da trenirate v teh najtežjih razponih za mišico kvadriceps. Zelo hvaležna vaja za trening sprednje stegenske muskulature pri smučarju skakalcu je tudi vaja tako imenovanega nehajnega počepa ali pendulum počepa. Tukaj uporabimo v bistvu pas za dvigovanje bremen. Gre za zelo hvaležen pripomoček, zelo ugoden in hvaležen pripomoček za smučarja skakalca, kajti pri teh različicah, ko uporabljamo tak pas, ne obremenjujemo toliko hrbtenice in celega telesa in lahko veliko bolje targetiramo in zadanemo izključno in samo noge in s tem tudi tisti del, ki ga v kontekstu želimo, to je pa sprednje stegenske mišice. Tukaj vidimo, kako delamo vajo zelo kolensko dominantno. Gre za verzijo, ki je seveda zelo pomembna za vse, ki hoče tudi odpraviti kakšne posledice tendinopatij v kolenih in pa za pripravo same moči odriva iz kolena. Vajo lahko izvajamo tudi tako, da si dodamo tež zraven ali pa tako, da imamo eno nogo naprej, eno nogo nazaj in imamo zaradi tega potem favorizirano bolj sprednjo ali zadnjo nogo. Greva še ena noga naprej, ena nazaj. Tako. In lahko delamo tudi tako, da popolnoma gremo v pokrčitev. Tukaj v tem primeru desne noge in pa iztek leve noge. Seveda menjamo stave in menjamo tudi, katera noga je spredaj in katera zadaj. Sedaj vidite že naprednejšo vajo počepa, ki je izjemno pomemben tudi za smučarja skakalca. Gre za počep, kjer je dominantna sprednja veriga. Gre za mišice, kot so kvadriceps. Pri tej izvedbi gremo na prste, torej gremo dol globoko in se dejansko dvignemo na prstih, tako da se pete dvignejo. Torej dovolimo, da se v bistvu pete dvignejo in grejo kolena naša toliko naprej, kolikor lahko grejo. In nič ni narobe, če se pete dvignejo, ponavljam. Zakaj? Ker ta izvedba počepa toliko bolje favorizira sprednje stegenske mišice. In je zato zelo pomembna pri pridobivanju sposobnosti pojemanja sile, predvsem pri silah pristankov pri skokih. Torej, izjemno pomembna vaja za izboljšanje pristankov in pa tudi zato, da se ne poškodujemo pri samih pristankih in da ne pride do potencialnega padca. Zato favoriziramo tudi ozko različico, ker tukaj pri ozki različici bodo toliko bolje delali sprednje stegenske mišice. Vajo si lahko začinite oziroma izboljšate performance tako, da stopite na eno povišeno podlago, tako da greva s petami na večjo podlago zadaj. Tako. Torej,
vajo si lahko podržimo, tako da damo pod pete kakšno utež ali pa kakšno drugo zadevo. Zakaj? Na ta način bomo šli s koleni lahko še bolj naprej in na ta način bomo še bolje favorizirali moč sprednjih stegenskih mišic.